Tako da danes bomo naredili en osnoven pregled in osnove homeopatske filozofije. Zdaj, homeopatije je vse sorte, mislim, kaj to je, da je to indijska medicina, da je to kitajska, da je to neka vzhodnjaška in kaj bolj. Homeopatija je v osnovi evropska medicina. Njen utemeljitelj, ki ga vsi homeopati obožujemo in skozi lajnamo, je nemški zdravnik Samuel Hahnemann. On je živel v tistem času, imate gor napisane, tudi čez razsvetljenstva, čez vere v razum, da bomo mi z razumom marsikaj premagali, kar nam je skrito, enega velikega optimizma, logičnega razmišljanja in on spada nekako to. Je eden človek, ki je, lahko rečemo, genij, ker je veliko stvari pogledal. Bil je po izobrazbi zdravnik in je kar precej časa študiral medicino, imel vse sorte stvari življenjskih, no, potem pa se je nekako odločil, da medicine tedanjega časa ne bo prakticiral iz etičnih razlogov, ker medicina tedanjega časa je marsikakšnega, namesto da ga pozdravila, ga je pospremila in pospešila na oni svet. In tako je opustil prakso, je nekaj preveč dajal in se preživljal s tem, da je prevajal znanstvene medicinske članke. In nehoče prevajal razpravo o učinku kininovca na malarijo. Takrat je malarija razstajala, kinin so vedeli, da zdravi in potem so tuhtali moderni umi, kako to. In en angleški precizno zdravnik Kaden je tvrdil, da je to zaradi tega, ker deluje tonično na želodec. Njemu se je zdela to neumnost in je rekel, pa kaj ta kinin, vmes to probal sam. In ga je začel imati, čeprav ni imel nobene malarije in ni ok. In to je pravzaprav en nov princip, veste. Medicina do takrat ni preskušala zdravil na zdravih. To dela od takrat naprej. In on je začel imati kinin in na svoje začutenje ugotovil, da je zbolel z malarijo. Ne ravno z malarijo, ampak s simptomi, ki so čisto podobni malariji. To pomeni en dan huda mrzlica, vročina, ki sledi potene, slabo počutje in potem pade in naslednji dan je šel precej v redu. In naslednji dan zopet ista zgodba. Poznate malarijo? Ima periodiko vsake 3 dni oziroma 2 dni se sproši napad. Vmes je paradigma nove. To se je njemu zgodilo. In takrat je pomislil, morda kinin deluje na malarijo zaradi tega, ker deluje podobno kot je bolezen sama. Ker ima take simptome kot bolezen sama. In to je neki prvi klik, ki je Hahnemanna nateral na to idejo, ki se imenuje podobno s podobnim. Temu se v latinsko reče similia similibus curentur in to je nek fundament homeopatskega zdravja. Skratka, mi dajemo zdravila, ki povzročajo enake simptome kot bolezen sama. Enake simptome na zdravih ljudeh. In tukaj, recimo, takrat so zdravili driske zobje. Opij, kot veste, poleg vsega, kar počinja, ima tudi neke zabavne učinke, zapira. In to nekako s homeopatijo ne gre s tem, ker mi dajemo za driske zdravilo, ki zdravim ljudi povzročajo drisko. In tukaj je Hahnemann naredil eno distinkcijo. Eno reči imenoval homeopatijo, dajemo enaka zdravila, in alopatijo, ki daje nas zdravila z nasprotnim učinkom. To alopatija je znana kot še danes, ta princip v konvencionalni medicini. Če imate vročino, dobite zdravilo za znižati vročino, če imate drisko, dobite zdravilo, ki zapira, če imate zaprtje, dobite odvajala, ki odpirajo, skratka, aliena alienibus. No, njega je ta kinin unidal v miru in je rekel, vmes tudi druga zdravila, ki se uporabljajo v tedanji medicini, preskusil kakšne pa njihov učinek. In on je imel, ne me za besedo palet, ampak mislim, da 10 otrok, ženo in bohanjenih žlahte in je rekel, kako ste moji poskusni.
zajčki in je začel različna zdravila preizkušati zdravo. In začel beležiti simptome, ki so se mu potem pojavili. To je, no in če smo pa opiju, je vzel eno minimalno dozo opija, takrat so ljudje opij uporabljali. Dosta. In ugotovil, da ta opij ne samo, da dela zaprtje, da ga spravo eno euforično voljo, kateromu sledi depresija volje in brez energije, in da opij povzroča še druge stvari, to je no. In je rekel, če jaz jemljem zdravilo, ne dobijem samo zaprtja, ampak zdravilo povzroča meni vse sorte učinkov. In temu se reče načelo totalitete simptomov. Se pravi, da ni važno samo glaven stvar, ampak vse spremembe, ki se pojavljajo na organizmu, ki jih prej ni bilo. In temu se reče homeopatski preskus. Tako da imamo zdaj dva zakona že podelana. Eno je podobno s podobnim, drugim je načelo totalitete simptomov. Žal mi je, da z uradno medicino, oziroma šolsko medicino, oziroma konvencionalno medicino, kot jo jaz ponovati imenujem, ne razglavljamo akademsko teh postulatov, ki so zanimivi. Uradna, šolska, konvencionalna medicina se osredotoči na glavno težavo. To je še danes tako. Če imaš glavobol, boš dobil zdravilo proti glavobolu. Nobenega ne zanima, če imaš glavobol ob menstruaciji, če imaš glavobol sočasno z drisko, če je takrat se zelo potiš, ko imaš glavobol, to ni važno. Te totalitete, pestre klinične slike, ki ga lahko ima en glavobol, se v uni medicini zanemarja, v homeopatiji pač ne. Ker je pomembna, ker je odločilna za izbor zdravila. Za glavobole je v naših repertorijih približno 600 zdravil. Eden izmed njih je prav za ta tip glavobola, ki ga ima ta in ta človek. Če damo 599 drugih zdravil, ne bomo naredili nič. To je načelo totalitete simptomov. Zdaj pa največji problem ali pa največja reč, ki jo konvencionalna medicina težko prebav, je homeopatska različena voda. Mi dajemo različeno vodo, v naših zdravilih nič ni. Dejansko, če mene posebno vprašate, bi bil strašno bolj vesel, da ne bi tega delali. Rekel, da je, tukaj imaš 1 kilo beladone, pojedel in to ga je pozdravil te proti vročini. Ampak v praksi se vidi drugače. On je že prej, takrat so uporabljali za zdravljenje vse sorte, razin, živo srebro, zlato, tako, v velikih dozah. On je že vse skozi vedel, da če bo preveč tega poskušal, da ne bo dobro mučil, in je začel iskati najmanjšo možno dozo, ki še ima učinek, ki ga želimo. In kot nalašč je v tistem času prišla njemu nasproti epidemija škrlatinke. V časih so bile res hude epidemije. To so prišle epidemije in je umrlo 20% populacije. Tako hude. In je tudi škrlatinka, tisto je bila opasna, še pa še. Ampak kaj je videl Hahnemann, ko je opazoval simptome? Te ljudje, škrlatinke poznate, izpuščali, rodičica, listo, ki imamo zdrljamo, pikce, karotide, tripajo, močna vročina, intenziteta, žeja, suha usta. Rekel, tole je beladona, to je tipična slika beladone. Bom jaz to dejal in je dal pač tisto svojo nizko, še precej materialno mešanco beladone ljudem. In kaj se je zgodilo? Ljudje so bili boljši. Mečkrat boljši so bili 1 uro ali pa 2, potem se je stvar vrnila nazaj. Potem so ponovili zdravilo, je spet bolnik malo boljši, čez 2-3 ure se je spet vse podržalo. In je ponavljal. In je rekel, zdaj me bari zanima, kolikšna je doza te beladone, ki jo človek rab
da bo najmanjša možna, pa bo še zadosti učinkovita. In je začel redčiti te stvari po načinu, ki je tvaljal. To pomeni ena del izvorne matične tinkture, zmešal z 99 deli vode, močno pretresel in naredil eno razrečino. In potem je iz te razrečine vzel ponovno kaprico in dal do 99 kapric druge vode, močno pretresel in naredil razrečino. In potem tako naprej. In kaj je opazil? Homeopatija je samo opazovanje. Nobene filozofije. Najprej opazovanje. Opazil je, da te višje potence, te višje razrečine delujejo globlje, dalj časa, z manj stranskimi učinki in da jih je treba manj ponavljati. In to ga je presenetilo. Ni tega pričakoval. Ampak tako je bilo. In potem je on sistematično začel razmišljati in kako je. In je ugotovil, da višje, ko so potence, bolj so nekako močne, manj malo stranskih učinkov in jih v neki fazi izgubijo, še vedno pa učinkujejo boljš kot one substance, ki niso različne. In temu se reče tretji zakon homeopatije, je načelo minimalnih doz.